Kaj pa delaš? Ja, nič, nov telefon bom šel kupovati, pa gledam, kjer so tako ta boljši. Ja, zakaj pa boš ta najdražjega kupil? A snor, pa če ne veš, koliko dobrih poceni telefonov ima zdaj že? Pa če ima tale ta boljši procesor, no, pa le kakšno kamero, pa ne vem, na Instagram za selfije zgoraj brez kva, slabo kamero uporabljeno, kaj s tabo? A s ti normalno, daj, jaz sam grem, daj. Prav, pejš, ajde. Ja, jaz da bom eni midrangerje kupoval, se nisem plebec, keš. Ej, Dado! Kaj? Se ti spomniš, ko sem od enih midrangerjev govoril? No. Živijo, sva Davor in Andraž iz Sweettech TV in danes bo odgovorila na eno čist simpel vprašanje, kaj je razlika med najbolj dragimi telefoni pa med takimi telefoni, ki stanejo tam 300 do 600 evrov. Ali pa malo bolj strokovno, kaj je razlika med premijskimi telefoni in telefoni iz srednjega cenovnega razreda. Tako da, če vam bo odgovor na to vprašanje všeč, dajte prosim polajkati ta video, se prosim naročite na najin kanal, spremljajte naju pa lahko tudi na Instagramu, Facebooku, TikToku, Twitterju, povsod. Važno, da je na TikToku. No, God, please, no! No! Že samo to, da se danes zgovarjamo od tega, da je telefon, ki stane med 300 pa 600 evrov, da to spada v srednji cenoven rang. In že to sam po sebi absurd. Še 10 let nazaj se spomnim, je takrat iPhone 4 je stal 600 evrov in to je bilo tako, drago ko žafran. Danes je pa to nič kaj dosti posebenega, to je nek srednji rang, zato ker so telefoni ratali obupno dragi. In samo tako, da bo se dobili malo feelinga, koliko so dejansko dragi. Ene par podatkov. Galaxy Note 20, ki bo predstavljen 5. avgusta, ne bi v Grčiji stal, pazite zdaj to, 1949 evrov. Galaxy Note 20 Ultra, to je boljši, večji brat, ne bi stal 1499 evrov, ampak nič bat, obstaja še en dražji telefon, Galaxy Fold 2, prepogljivc, ki bo pa stal, veš koliko? 2199 evrov. Tako da ja, te stvari niso poceni. Ja, pa letos so prišli ven telefoni, kot sta Galaxy Z Flip pa S20 Ultra, ki sta tudi oba okoli 1500 evrov. Tako da zelo poceni se vse to sliša, ne? Ja, zelo. No in glih zaradi takih cen telefonov govorimo, da je danes telefon, ki stane tam med 300 pa 600 evrov, da je to srednji rang telefona. Ni bilo pa zmer tako. Včas srednjega cenovnega razreda sploh ni bilo. Takoj, ko je prišel 2007 ven iPhone ta prvi, so vsi Android telefoni hoteli loviti iPhone in so bili vsi praktično premijski telefoni, ampak to se je izkazalo, da pač ni najboljša ideja. Hoteli so sicer stopiti v štrit z Applom, ampak folk ni hotel plačevati toliko veliko za nek telefon, pa ko so se cene pa še začele višati in so zato ustvarjali poseben cenoven rang, nižji cenoven rang telefonov, ki so bili pač neki osnovni telefoni, takrat sicer tudi še telefoni na tipke, pa neki osnovni telefoni na dotik. Ja, kmalu zatem je pa sledil najin srednji cenovni rang ali midrangerji, kakor jih poznamo, to je bilo tam okoli leta 2013-2012. Ti so bili pa že malo boljši. In zanje je značilno to, da imajo določene funkcije, recimo kamero, baterijo, zaslon, pa recimo tudi vhode. Imajo v primerjavi s flagshipi, s premijskimi paradnimi konji, malenkost slabše, ampak še zmeraj ne toliko, da bi lahko rekli, ne vem, da je nek midranger slab telefon, ker pač ni. Ja, v bistvu, kot je Andraž rekel, to so 2012-2013 se je ta razred pojavil, malo bolj popularen postal in ta malo večja razlika je obstajala od 2013 pa tam nekje do 2018. Z 2018 so se pa v bistvu pojavili srednji rang telefonov, ki je bil toliko močen, da ni bilo toliko ogromne razlike med flagshipi in pa midrangerji. Takrat so eni določeni midrangerji postali celo boljši od flagshipov. Wow, what?
kar je tako čudno. Sliši se logično. Ja, če so na papirju telefoni boljši, več plačaš za njih, kako je lahko nek telefon slabši, pač te flagshipi, kako so lahko slabši od midrangerjev. Ni logično, flagshipi so v bistvu si dosti podobni. Vsi so v bistvu neki stekleni sendviči, na obeh straneh steklo, okvir iz aluminija in pa pač zdaj še praktično vsak brez headphone jacka in pa samo na kamerah največ delajo, praktično pa na ekranih, žrtvujejo pa neke uporabne stvari, kot je recimo ni headphone jacka, bolj zaviti so in tudi malo manj odporni recimo na padce. Ja. Tako da, če boste spremljali ta najin kanal in prosim vas zelo lepo, da ga spremljate, Zakaj ga še ne? boste videli, da se dostikrat pogovarja o tega, da je ta premijski rang, ta flagship rang, je rado malo dolgočasen. Glih zaradi tega, kar je Davor rekel. Vsi ti premijski telefoni po istem kopitu, stekleni sendviči, imate sicer določene posebnosti, recimo Galaxy Z Flip, poseben telefon, se pripogiba, tudi njegov večji brat, Fold, isto se je pripogibal, zelo zanimiv, ampak to so bolj neke izjeme od pravila. Ja, nekaj novega probavajo končno. Ponavadi je tako, kot si ti rekel. Kamere spredaj, zadaj, imaš nek vhod za slušalke, oziroma ga nimaš več. Ja, ni ga več. In to je preverjen koncept, ki pač deluje non-stop. Zato je treba za premijske telefone, da imajo neko lastnost, ki jih med seboj razlikuje. Ampak je to neka podrobnost, neka specifikacija, ki za povprečnega uporabnika ni tako zanimiva. Ja, pač te malenkosti recimo za Naja delajo, so super, za nas, za youtuberje, da to raziščemo, vam povemo. Da snimamo videe za vas. Ampak da bi bili pa flagshipi med sabo različni, pa tako kot je rekel Andraž, morajo imeti neko lastnost, ki se razlikujejo po sebi. Na hrbtu recimo 5 kamer takega telefona nimava za pokazati, zaslon na dotik, ki ima minimalne robove, ali pa neko izskočno selfie kamero, tega telefona nimava za pokazati. Telefoni so skozi bolj tanki, steklo spredi zadnji, kot smo že rekli, imajo veliko višjo osveževanje zaslona, recimo S20 Ultra tudi do 120 Hz, take stvari, minimalne, ki verjetno za vas povprečnega uporabnika to ni tako važno. Ne, ni. In recimo, čeprav je to tako super, pa fino, pa fajn, hkrati tudi pomeni, da ko greš enkrat na to pot za neke te posebne lastnosti, moraš ti za ta lepoten ideal začeti sprejemati kompromise. Recimo, ni tako, kot ne vem, če si super model ali pa fitnesser, pač ne hodiš skozi McDonald's, ker te skrbi za tvoje telo. Isti princip, čisto pavšalno, ampak isti princip velja za telefone. Če imaš ti neskončen zaslon do roba, ti žrtvuješ marsikaj, večkrat lahko z dlanjo pritisneš. Potem imaš razne punch hole, luknje za selfie kamere, potem ti pade na tla, ode steklo, popravilo je drago in to je cel kup takih kompromisov. Ja, je super imeti tank, lep telefon, da nimate občutka, da imate v žepu nek cegu težek, ampak zaradi tega ne morete imeti večje baterije, ne morete imeti priključka za slušalke, pa ker je tok tank, so v ekstremnih primerih lahko mogoče celo tok se greje, da eksplodira. Pa za vse to morate povrh še ful plačati, kar pa pač ni logično spet, ker so kompromisi lih pri teh premijskih telefonih, midrangerji pa v bistvu njim ni treba sprejemati teh kompromisov, ker so bolj narejeni za nekega povprečnega uporabnika, bolj z namenom uporabnosti. Točno tako. Recimo, telefoni, kakor sta A51, pa A71, Nokia, Xiaomi, srednjecenovni Huawei-ci, oni ne rabijo žrtvovati celega kupa enih uporabnih funkcij, da bi se lahko med sabo razlikovali, ker to ni njihova poanta. Njihova poanta je, da pač uporabnik da ima čim več funkcij, pa da imajo možnost izbire. Recimo OnePlus, par let nazaj, pa recimo Pocophone F1, pa Xiaomi, oni so recimo vsi veljali za tako imenovane flagship killerje, ubijalce premijskih telefonov. Lih zato, ker so za povprečnega uporabnika namenjen, pa še zmeraj si veliko dobil za svoj denar. Ja, sploh zelo dobri telefoni. Super, vrhunski. Dosti jih ima stvari, ki jih tudi flagshipi pač ne nudijo več. Dosti jih ima vhod za slušalke od teh midrangerjev, ker jih flagshipi nimajo, ne te več priključka za slušalke. Nimajo sicer najboljših čipov
v redu, ampak za nekega povprečnega uporabnika, ki gleda YouTube videe pa prebira novice, ne bo opazil te razlike, če bo primerjal s flagshipom. Ja, isto je z zaslonom, mogoče niso neskončni, imajo na mest AMOLED zaslonov LCD zaslone, ampak gre pač za dobre LCD zaslone, ne tiste, ko so bili dosti temni par let nazaj. Ja. In zaradi teh LCD zaslonov tudi mogoče baterija malo časa zdrži. Kaj je fajn? Ali pa recimo, ne vem, če ne marate fancy odklepanja senzorjev za prstne odtise na ekranu, imate senzor za prstne odtise pri kraj ali pa pri kakšnih telefonih še celo na zadnji strani. Ja, Tako da v bistvu je to bolj uporabna zadeva mogoče za kakšne povprečne uporabnike. Ja, ker je pa ta najboljše pa to, da nobena od teh stvari ni tako slaba, da bi na koncu opazili neko ogromno razliko pri vsakodnevni uporabi. Če bi primerjal z nekim flagshipom. Pač sreden cenoven rang, tako čisto pod črto, bo brez problemov zadovoljil vaše potrebe That's what she said. za bistveno manj denarja. Dosti manj denarja. Edina res opazna razlika je v kameri, ker v rangu med 300 do 700 evrov težko dajo zelo dobro strojno opremo za kamero in so za nas, recimo, ki malo bolj to spremljamo, so dosti boljše slike v teh flagshipih. Za nekega povprečnega uporabnika pa še zmeraj tudi A71, tudi A51 čisto naredita super slike, mogoče pač kdaj kakšne presvetle, ampak še zmeraj super, ni zaprtožvati se pri nobenih slikah. Poglejte tudi prejšnji video o kamerah, ko o tem malo več govoriva. Zdaj, če boste naslednjič pogledali svoj srednji cenoven telefon, ali pa če boste se recimo spraševali, ali greste iz svojega premijskega telefona, nek mid-ranger telefon, pa imate pač težko vest, težko dušo, ali bi šli v to, zdaj ste lahko pomirjeni, ni vam treba plačati 1400 evrov, zato da bi imeli nek lep, soliden telefon, ki bo vse vaše naloge naredil. Ja, mid-rangerji so čist super, mogoče edin, kar še za omeniti, malo počasnejš dela kamera, malo počasnejše so slike, kakor pa na flagshipih. No, drugače pa to pač za danes vse. Upava, da sva vam pomagala pomiriti vaše duše, da še zmeraj so mid-rangerji super telefoni, da ni trava bolj zelena na drugi strani, da niso toliko boljši flagshipi. Ne. Pa še to, hvala vam za 400 subscriberjev na najmu kanalu, hvala za podporo, bova še naprej delala take videe, pa upam, da ne boste še naprej gledali. Vi ste naša motivacija. Ja, tako da zaenkrat je za ta video pa za to temo vse. Upam, da boste še naprej gledali, pa se vidimo v naslednjih videih. Čau!